je namenjen avtonomnem vzdrževanju. Zdaj, nekdo me bo mogoče popravil, bo rekel, da je to samostojno vzdrževanje, še kak drug izraz, ampak jaz pač uporabljam že vrsto let avtonomno in tudi v podjetjih jim je iskreno čisto vseeno, kaj uporabljajo, važno je, da živi, pa da se uporablja, to je bistvo. Zdaj, ena od teh metod povezano z vzdrževanjem ključnih, glavnih mednarodnih je seveda TPM. Zdaj, potem, a je TPM, a je TPEM, a je to po Japoncih, a je to po Američanih, a je to kaj drugega, iskreno nima veze. Na koncu vse te metode, vse te teorije si lahko preberete, so zelo dobre, važno je, da to izvajajo ljudje. In bom rekel, sam vidim v podjetjih, tam, kjer je ekipa vzdrževanja motivirana, oziroma da je vodja vzdrževanja motiviran, da je tudi vodja proizvodnje za to interesiran, to živi, se nekako to odvija v tistih podjetjih, kjer je pa to bolj, bom rekel, želja vzdrževalca ali pa kakega tehnologa vzdrževanja, pa samo njega je pa potem bolj težko. Tako da te stvari je zelo pomembno, da se zavedajo v podjetjih vsi. Zdaj, avtonomno vzdrževanje je le en del tega. Še vedno tudi bom enih par primerov pokazal, pa vsega skupaj urejenost delovnih mest, delovnih procesov, ne glede, kje smo, je, Nemci bi rekli, A und O, to se pravi osnova. Ampak verjetno tudi sami opažate na terenu, pa če greste kam na obisk, jaz vam bom tudi enih par slikic pokazal, marsikatera delavnica vzdrževalna, marsikateri del proizvodne je še daleč pred samostojnim vzdrževanjem, kaj pa šele daleč pred TPM-om. Ker dostikrat imamo kje potem pogovore z lastniki, direktorji, odgovornimi, da kje so prihranki, kje je vzdrževanje, zakaj so stroški vzdrževanja poskočili, kaj bomo zdaj naredili s prihranki, vsako leto se povečuje. In potem, ko pogledam stanje v realnosti, se pogovorim z zaposlenimi, je hitro jasno. Hitro jasno, zanemarjanje delovna mesta, šparanje dobesedno pri stvareh in pol je posledica jasna. In zdaj s to metodo, s to miselnostjo pa mi začnemo počasi kraspati v miselnosti zaposlenih, da spremenimo stvari. Tako preventivno vzdrževanje, stalne izboljšave, varnost, ergonomija, seveda to je vse povezano skupaj v eno celoto kot tako. Zdaj, danes se bomo majčkeno fokusirali na tole avtonomno, samostojno vzdrževanje, vse ostale sem pa zgolj želel pokazati nekako kot, da so zraven. Zdaj, jaz upam, da se vsi zavedate oziroma da se strinjate z miselnostjo te izboljšave oziroma vse te korake, ki narediš, so ne samo na strani vzdrževanja, ampak so prvovrstno na strani proizvodnje. Glih, kaj je bilo v torek, me je direktor proizvodnje v enem podjetju vprašal in je rekel, sem bil na eni konferenci, pa je en predavatelj razlagal te stvari, pa sem ga vprašal, kako je zdaj to upeljano, in mu je začel naštevati teoretične pristope, teoretične razlage, ker teoretika, kot sem prej rekel, je super, ampak praksa je pomembna, to se pravi, in kje se začne, začne se pri skupnem imenovalcu, kako se ljudje karakterno poznajo, kako so vrsto let skupaj, tako da to je prvi pomen sodelovanja. Eni vzdrževalci se z delavci v proizvodnji boljše razumejo kot drugi, eni vodje se z drugimi vodji bolje razumejo, in to je tisti bistven del, ki ga pri teh vpeljavah moraš najprej vzeti v kontekst. Ko začnemo s takimi stvarmi, ali je to TPM, ali je to Lean, ali so to druge metode, vse nima veze, ampak tu, ko govorimo o TPM-u, je ključno vzdrževanje in proizvodnja. Imel sem primer podjetja, kjer so me na 5 minut so me člani delavnice vlekli ven na sprehod po proizvodnji in mi razlagali njihove bolečine, ki tega še nisem doživel. Si predstavljate, da ste v delavnici in vsak nekaj par minut nekdo dvigne roke in Miha, daj, gremo dol v proizvodnjo, ti bom nekaj pokazal. V bistvu mi ni pokazal, ampak povedal mu je bolečine. Veš, z onim dobro sodelujemo, onim ne, z onim se grdo gledamo, z onim se dobro razumemo in to je tisti del, ki ga mogoče kdo v štartu zanemari. Teoretično je vse lepo in prav izračuni, kalkulacije, ampak na koncu, če tista oseba to ne naredi, ni nič tako pomembno. Sploh, ko bomo kasneje govorili tudi o digitalizaciji, dostikrat mi kdo reče, ja, upeljali smo digitalizacijo, kaj vidim? Vidim monitorje, ki samevajo, pa neki displeji, ki samevajo, pa se delno uporabljajo v proizvodnji. Ker pojem pa rečem, če delavec ne zna uporabljati kulija, pa nedisciplinirano nekaj ne beleži, da vidi smisel v tem, kaj beleži, bo
bo tudi bolj težko videl smisel v tem, da bo pritiskal na tablico, kaj šele, da bomo pripravili stroj do tega, da bo stroj sam javljal določene stvari. Če gremo mogoče korak naprej, tole jaz vedno, ker želim povezovati in tako vitke metode, kot TPM metode v organizaciji podjetja. Ko se v štartu se vprašamo, koliko je dodane vrednosti, koliko sploh v podjetju ustvarimo stvari, da je mogoče dostkrat zanemari, da je zelena barva tam neglih ni prav načeloma, ampak kaj so glavne teme? Zastoji, zagoni, menjave, predolgi premiki, podobne stvari. In to, da se sploh začnemo zavedati v proizvodnih podjetjih, koliko je tega, ogromno. Ogromno je takih stvari, ki jih delajo, gasilske akcije, vzdrževalne težave, zanemarjene stvari, kot sem prej omenil. Pa to tako se ne vidi, bom rekel, sploh z nivoja vodstva, da operativci to nekako vidijo, potem pomembno pa je, da to skupaj povežemo.